Od kibernetske varnosti pa k obujanju spomina na duhovnika in narodnega buditelja 19. stoletja Marka Glazerja. V Malečniku bodo namreč do nedelje pripravljali številne dogodke. Ti so letos posvečeni kulinariki, zato so med drugim izdali posebno knjigo starih receptov. No, ob tem je pomembno, da v festivalsko dogajanje vključijo celotno skupnost. Medtem ko je bil lanski prvi festival namenjen Marku Glazerju, je letošnji posvečen kulinariki. Največji dogodek pa bo pravzaprav petek, ko je rojstni dan Marka Glazerja. Takrat bo predstavljena tudi knjiga Malečniška kuharica, v kateri so zbrani recepti šolskih sester, ki so nekoč v Malečniku delovale. Poleg skrbi za dekliški pouk so bile sestre tudi dobre kuharice. Zbledeli zvezek z recepti, ki so jih prvič zapisale pred 100 leti, so napisali na novo, jim dodali malce svežine, a ne na škodo tradicije, in nastala je nova knjiga kuharskih receptov. Glaser je bil velik ljubitelj slovenske besede, možnosti vseh do pridobitve izobrazbe in zagovornik pravic šibkejših. V sami ustanovi se trudimo bogatiti jim življenje tudi z literaturo. Zanje je prilagojena literatura v lahkem branju, zelo radi jo prebirajo, seveda pa tudi poezijo in vse, kar je povezano z pisano besedo. V dogajanje so pritegnili osnovnošolce, ki so se danes preizkusili v kaligrafiji. Jutri se bodo učenci preizkusili pri peki peciva. Sodelovali pa bomo tudi z glasbenimi vložki. Vloga Glazerja, prijatelja škofa Antona Martina Slomška, je dolgo časa ostala v ozadju. Slomšek ga je pooblastil, da je izpeljal celoten projekt prenosa škofijskega sedeža iz Šentandraža v Maribor. Na festivalu posvečenem Glazerju bosta letos sodelovala ministrica za kmetijstvo Irena Šinko in etnolog Janez